veš, kaj pomeni strategija od vil do vilic? Pa veš, kakšni so cilji strategije od vil do vilic? Pa veš, zakaj je sploh pomembna strategija od vil do vilic? Pozdravljeni, dragi gledalci, in dobrodošli na učni urici o tem, kaj pomeni oziroma kaj je strategija od vil do vilic. In danes se bomo naučili par osnovnih dejstev. Začeli bomo s tem, kaj sploh je strategija od vil do vilic. Je del Evropskega zelenega dogovora, predstavljenega decembra 2019, po katerem naj bi Evropa do leta 2050 postala prva nevtralno podnebna celina na svetu. In pa stremi k bolj zdravemu in trajnostnemu prehranskemu sistemu EU. To je za začetek. Kaj pa je 5 ključnih ciljev? Kot pravi naš učbenik, je 5 ključnih ciljev zagotovitev cenovno dostopne in trajnostne hrane za Evropejce, boj proti podnebnim spremembam, varstvo okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti, primeren gospodarski donos v prehranski verigi in pa povečanje ekološkega kmetovanja. Če še niste vedeli. Pomemben cilj je pa je tudi okrepiti odpornost naše družbe na prihodnje pandemije oziroma ostale grožnje, kot so požari, podnebne spremembe, neustrezna prehranska varnost oziroma ostale bolezni. Zakaj pa je sploh pomembna strategija od vil do vilic? Naš učbenik pravi, da strategija prispeva k uresničevanju krožnega gospodarstva in zagotavlja cenovno dostopno zdravo hrano za vse Evropejce. Jej, jej, jej. In tako skupaj povezujeta naravo, kmete, potrošnike, da si skupaj prizadevajo za bolj trajnostno prihodnost EU. To je bilo iz moje strani vse, vi pa uživajte v celotedenskem ogledu naše spletne tržnice, kjer bomo vsak dan predstavili različne ponudnike oziroma kmetije. Lepo se imejte in se vidimo na naslednji učni uri. Adijo! Pozdravljeni v današnji epizodi spletne tržnice od vil do vilic. Danes je z mano Helena Golob iz kmetije Zahojnik iz Vranskega. Helena, pozdravljena. Pozdravljeni. Najprej najlepša hvala, da si vzela čas, da si danes z nami, ker vem, da je trenutno pri vas verjetno ogromno dela. Tako da bi mogoče začeli kar na začetku in sicer malo mogoče, da opišeš, kako ste v bistvu začeli z vašo zgodbo. Ja, naša zgodba je takšna, da smo, še ko sem bila majhna, sem si nekako želela, da ostanem tu na kmetiji. Bila je to manjša kmetija, kot je sedaj, pa še sedaj majhna. Oče in mama sta kmetovala že takrat, kolikor se je dalo, brez umetnih snovi, vendar sta jih še uporabljala, fungicide in to. Potem pa, ko sem jaz odrasla in začela bolj delati na kmetiji, smo se odločili, da bomo prešli v ekološko kmetovanje. In smo začeli delati po ekoloških smernicah, na kar smo se potem tudi prijavili v kontrolo. In zdaj mislim, da smo že, ne vem točno, katerega leta smo dobili certifikat, ampak več kot 10 let smo že zdaj ekološka kmetija, certificirana ekološka kmetija. Tako da pridelujemo večinoma zelenjavo, nekaj poljščin, in se pa potem ukvarjamo z dostavo. Kako to poteka, no? Kje lahko ljudje dejansko pridejo nekako do vas, no? Ja, zdaj imamo objavljeno na Facebooku, internetno stran imamo Kmetija Zahojnik. Pokliče se lahko na našo telefonsko številko 051 451 757, dobite mene. In vam potem vse bolj obrazložimo, kako to poteka. Drugače pa dostavljamo ob torkih po Savinjski dolini do Celja v večernih urah, zaenkrat dostavljamo na dom, potem ob četrtkih pa proti Ljubljani. Se pravi Domžale, Ljubljana, Kamnik in potem domov. Se pravi, vsebina zabojčkov je sezonska. Tisto, kar v tistem trenutku rase pri nas, tisto damo v zabojčke, ljudem prej pošljemo obvestilo, kaj bo v zabojčku, in potem še lahko kaj prilagodimo.
glede na njihove želje, potrebe. Kateri vaši izdelki najbolj poznani med ljudmi, no? Ja, začnemo v bistvu spomladi s šparglji. Letos je sezona žal takšna, da jih še ni, ker šparglji potrebujejo toploto in vlago, sedaj pa je sicer vlaga ena, toplote pa ni. Potem nadaljujemo z jagodami, jagodičjem in raznovrstno zelenjavo. Tako da pestro, no, nasejemo vse sorte, včasih tudi kaj eksotičnega, kakšno zelenjavo, ki jo ljudem ni tako blizu, pa jo potem spoznajo, ne? Eni vzljubijo, eni ne, kakorkoli. Imamo pa tudi jajčka še, no? Pa potem, kar imamo viška, pač tega, kar pridelamo, potem predelamo v izdelke, se pravi marmelado, kakšne mešane solate, kumarice vložene, rdečo peso, pač te zadeve, sokove. S kakimi izzivi se soočate pri svojem delu? Lahko si predstavljam, seveda točno to, kar si tudi že omenila, podnebje oziroma vreme, no, da tako rečemo. Je še kaj takega, mogoče, kar bi izpostavila? Ja, zdaj na ekološki kmetiji je pač izziv plevel, potem škodljivci, vse to sodi zraven, kako to kombinirati, tudi same rastline, jih saditi, da bo tega čim manj, ne, ker rastline ene ugodno vplivajo na drugo, ne, se pravi, so dobri sosedje in slabi sosedje. Če poznamo dobro te kombinacije, potem če delamo predsetve, da ne vem, njivo parkrat obdelamo, preden začnemo sejati, s tem tudi zatremo plevel. Kar nekaj časa je trajalo, ko smo prišli v ekološko kmetovanje, da so se pri nas tudi te koristne žuželke razvile bolj v večjem številu, recimo pikapolonice, jih je zdaj res veliko in nimamo več težav z ušmi, kar je bilo recimo ob prehodu na ekološko kmetijo kar izziv. Ja, seveda podnebne razmere, tako kot smo rekle, zdaj je čedalje bolj je težava ta, da zime niso več takšne, kot so nekoč bile. Vegetacija prekmalu začne, pač prekmalu je toplo, potem pa spet udari mraz in to seveda je, potem sledi pozeba. Potem so te toče, ki jih včasih skoraj da tu, kjer smo mi doma na Vranskem, skoraj da ni bilo toče, oziroma je bila kakšna res rahla, zdaj pa je to kar vsako leto se bojiš, ko začne grmeti, da bo tudi kaj trdega padalo na zemljo. No, potem je pa izziv, ko to vse nekako preživiš, pridelaš, potem izziv pa tudi prodaja. Sama proizvodna ni taka težava, če izzamemo vse te, kar smo zdaj govorili, pač podnebne spremembe in vse to. Zelo velik izziv je potem tudi prodaja. Pa bi rekla mogoče, da v zadnjih letih ljudje nekako, tako se mi zdi, da so to neke teme, ki se jih vedno bolj zavedamo, da želimo jesti zdravo, želimo jesti lokalno, ekološko. Bi rekla, da je občutna razlika med takrat, ko ste začeli, mogoče pa zdaj, ali kako je tvoje mišljenje o tem? Ja, je razlika. Dosti več se ljudje tudi zanimajo, zato tudi ekološko. Čeprav se mi zdi, da v naši državi je premalo podpore ekološkemu. Vsi govorijo o nekem sonaravnem, integriranem, ne vem kaj vse, kar še zdaleč ni ekološko, kar je certificirano ekološko in nekaj drugega. Res moraš delati vse po teh smernicah in resnično upoštevati vsa pravila.
In mislim, da je bistvo, da si s srcem v tem, ne samo zaradi zaslužka, samo zaradi prodaje, ampak da pač to živiš. Lokalno tudi je več zanimanja. Morda tale epidemija, ki je lansko leto se začela, v tistem prvem obdobju bilo res veliko povpraševanja. Jaz sem se že takrat na začetku vprašala, bomo videli, ali bo to trajalo. In takoj, ko so bile trgovine bolj dostopne, ko je cenejša hrana v Sparu, v Lidlu, ne bom delala reklame, zdaj za nič, ampak takoj ljudje množično tam kupujejo, ker je cenejše. Sej je določena populacija, ki se res zanima in vztraja in ne glede na ceno, kupi pri tebi. Se zaveda, da ti vložiš veliko dela, veliko energije, vsega in da ti naši izdelki in tudi naše poljščine, pač vrtnine, ne morejo biti tako poceni, ker je pač pridelava drugačna, bolj zahtevna, majhni smo. In tisti ljudje kupujajo, so zvesti kupci. Mi imamo kupce, ki so nam zvesti že 10 let in ne glede na vse kupijo pri nas. Nam tudi v kakšnih teh hujših nesrečah pomagajo. Smo imeli primer, ko so nam plačali par zabojčkov naprej, ko je bila toča, pa nismo imeli kaj dostaviti, ampak so nam vseeno pomagali s finančnimi sredstvi, recimo. Ampak večina ljudi pa še vseeno se ne zaveda, kaj je. Kaj je zdaj pravzaprav ekološko? Recimo, jaz si zdaj to predstavljam samo brez špricanja. Zdaj rekla pa si, da je za tem še veliko več. In kaj je zdaj ekološko? Ekološko je to, ko ti že od semena vzgajaš ekološko. Se pravi, že kupiš ali pa si sam pridelaš semena ekološka. Vseješ v neoporečno zemljo, se pravi, ki ne vsebuje, tudi prej že ni obremenjena s pesticidi, s fungicidi, s insekticidi. Seveda lahko uporabljamo naravne, da ne bo tu pomote, ker ekološki kmetje veliko škropijo. Marsikdo vidi recimo tamle, da škropiš po njivi, pa reče, to so ekološki. Ampak vprašanje je, kaj imamo mi v tisti škropilnici. Mi na naši kmetiji si sami pripravljamo tudi različna škropiva, pač iz rastlin, iz zelišč in iz tega. Potem je pa drugo, kar se tiče ekološkega, da je zadaj kontrola. Pač pooblaščeni zavodi so oziroma inštitucije, ki kontrolirajo ekološko proizvodnjo in mi moramo tudi zadaj imeti vse dokumentirano. Se pravi, moramo imeti dokumentiran nakup semen, nakup sadik, nakup, če kupimo kakšno dovoljeno škropivo, ki je pač po ekološkem kmetovanju dovoljeno. Če dokupimo gnojila, potem moramo voditi evidenco opravil, vseh opravil. Se pravi, gnojenja, sajenja, okopavanja, vsega. Evidenco naših proizvodov, ki jih imamo. V glavnem mora biti vse dokumentirano in tudi kontrolo imamo na naši kmetiji 2-krat letno. Prvo se bi ti želela zahvaliti za tvoj čas danes in danes sem se spraševala, ziher obstaja kak izraz, tako recimo pri gledališčnikih, ki se na oder odpravijo, ko rečejo zlomi si nogo, ziher imate kak izraz za dobro letino. Če pa ne, pa v vsakem primeru jaz želim dobro letino in da bi tudi vedno bolj ljudje nekako se zavedali točno to, kar si rekla, kaj jemo in ne več gledali tukaj sam na ceno, recimo.
Torej, vašo kmetijo lahko, izdelke iz vaše kmetije lahko spremljajo na vaši Facebook strani, Kmetija Zahojnik, in tudi spletni strani, ne? Tako. Super. Hvala, Helena, še enkrat. Ja, hvala, ker si me povabila in z veseljem. Zdaj pa gledalci, tudi vas vljudno vabimo, da se nam pridružite tudi jutri in srečno.